Dober večer vsem skupaj. Ura je 5:08 in mislim, da je skrajni čas, da začnemo z današnjo večerno akademijo. Dovolite, da se vam predstavim. Sem Andraž Snedec in sem moderator večernih akademij. Danes vas bom popeljal skozi vso večerno dogajanje. Dogodek, ki mu danes prisustvujete, spada v sklop večernih akademij. To gre za mesečna predavanja, kamor povabimo strokovnjake z določenega področja, da nam predavajo na akademski način. Namen večernih akademij oziroma koncept večernih akademij je bil ustvarjen v želji po izobraževanju, povezovanju ljudi v znanju in odpiranju dialoga med javnostjo in akademsko skupnostjo. Današnja predstavnica akademske skupnosti je profesorica doktorica Mateja Erdani Kreft, ki se bo potrudila nam orisati, kako okolje vpliva na nas skozi oči epigenetike. Profesorica doktorica Mateja Erdani Kreft je redna profesorica za področje biologije celice in vodja laboratorija za celično in tkivno kulturo na Inštitutu za biologijo celice na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po uspešno opravljenem doktoratu na Univerzi v Ljubljani se je izpopolnjevala še na Univerzi v Cambridgeu in na Univerzi v Yorku, oboje v Veliki Britaniji, nato še na Inštitutu Mario Negri Sud v Italiji in pa na Univerzi v Münstru v Nemčiji. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na razvoj biomimetičnih in vitro modelov z inovativnimi pristopi tkivnega inženirstva. Z drugimi besedami, s svojimi raziskavami razvija napredne laboratorijske modele, ki posnemajo naravne procese v telesu. Ti modeli so izjemen prispevek k svetovni znanosti, saj omogočajo tako aplikativno in bazično raziskovanje. Predavateljica je s svojimi inovacijami na področju tkivnega inženirstva in mikroskopskih metod pomembneje prispevala k razvoju slovenskega raziskovalnega prostora, predvsem na področju razumevanja delovanja celic in tkiv in njihovih odzivov na zunanje dejavnike. Poleg naštetega pa se predavateljica zanima in udejstvuje na tudi mnogih drugih raziskovalnih področjih s področja biologije celice. Od leta 2024 naprej pa vodi tudi programsko skupino za celično biologijo in molekularno genetiko v biomedicini. Poleg raziskovalnega dela pa je dejavna tudi na pedagoškem področju, kjer mentorira in spremlja študente na vseh ravneh izobraževanja. Njeno delo je bilo večkrat nagrajeno, med drugim tudi za prispevek k razvoju študijskih programov. V lanskem letu pa je bila nagrajena tudi za najodličnejši raziskovalni dosežek na Univerzi v Ljubljani. Iskrene čestitke. Naj še na hitro predstavim, kako bo današnje predavanje potekalo. V trenutku bom predal besedo naši gosti, ki bo predavala približno 50 minut. Nato pa bom dal pobudo vam, da predavateljici zastavite kakšno vprašanje. Časa za vprašanja bo 30 minut. Potem, po končani večerni akademiji, pa ste vsi povabljeni, da se pogostite oziroma okrepčate na hodniku, kjer vas čaka manjša pogostitev. Tako. Spoštovana doktorica Mateja Erdani Kreft, lepo vas prosim, povejte nam, kaj je epigenetika. Hvala lepa. Najprej Andražu, ki je v bistvu bil tudi moj študent, za to predstavitev. Hvala rektorju za povabilo in vsem vam za ta današnji obisk. Mogoče res kar začnemo, ne? Torej, kaj je epigenetika? Mogoče toliko še predstavitve, v bistvu predstavitev je že Andraž natančno predstavil, prihajam pa tukaj v bistvu čez Ljubljanico z Vrazovega trga iz Inštituta za biologijo celice, tako da v bistvu tekom tega predavanja boste videli tudi kar nekaj slik
ki kažejo na to, s čim se ukvarjam oziroma ukvarjamo na Inštitutu za celično biologijo in na kakšen način so tudi naše raziskave povezane z epigenetiko. Torej vsebina tega predavanja bo nekako obsegala sploh, kaj je epigenetika, potem si bomo pogledali, katere celične procese, v katere je epigenetika vključena, mehanizmi, ki sprožijo in vzdržujejo te epigenetske spremembe v našem telesu in ali se te epigenetske spremembe prenašajo tudi naprej, torej kam, ali samo na naslednjo generacijo celic ali tudi na organizme. To so vprašanja, ki so odprta in nenazadnje tudi, kot že naslov predavanja pove, kako okolje vpliva na nas preko tega epigenetskega mehanizma, torej ali lahko s prehrano, življenjskim slogom vplivamo tudi na epigenetske spremembe. Torej, prvo kot mogoče tisto, kar želim povedati ali pa narediti en tak kratek uvod, kaj sploh je genetika oziroma epigenetika. In lahko rečemo, da v bistvu sta povezani v neko dinamično celoto, ki omogoča delovanje naših celic in posledično tudi celotnega organizma. Tole je en citat profesor Skinnerja, ki pravi, da regulacija v biologiji ni samo genetsko voden proces, ampak torej vključujoč tudi vključuje tudi epigenetske procese. No, in kako to deluje oziroma od kje sploh epigenetika, mogoče vseeno lahko vsaj omenim iz leta 1942. Profesor Waddington je bil tisti, ki je vpeljal izraz epigenetika, ni to nekaj povsem novega, je pa prvotno bilo mišljeno kot epigenezis, kar pomeni, nekako pisal je, da okoljski stres lahko vpliva na izražanje določenih znakov, torej fenotipskih lastnosti pri vinskih mušicah. Šele nekje v letu 1990 pa so bili poznani, ali pa nekako lahko govorimo tudi o poznanih prvih molekularnih osnovah teh Waddingtonovih opazovanj. Zdaj, genetika, ne? Če malo pogledate okrog sebe, boste opazili podobno, kar vidite tudi tukaj na sliki. Raznolikost. In genetika je znanstvena disciplina oziroma veda, ki proučuje dednost in variabilnost organizmov. Osredotoča se predvsem na proučevanje genov, ki so osnovne enote dedovanja in so tisti, ki nosijo informacijo o tem, kako naj poteče razvoj, kako naj deluje nek organizem oziroma celica in kakšne lastnosti naj ima. Torej, kako se ti geni prenašajo iz generacije v generacijo in kako vplivajo na posamezne lastnosti, torej tukaj, kot vidite, na primer, ali pa če se pogledate naokrog, na barvo oči, torej nagnjenost k določenim boleznim ali pa sposobnost prilagajanja na neko okolje, s tem se ukvarja genetika. Zdaj, predno pridemo naprej do epigenetike, pa vseeno, kaj sploh so geni, ne? Geni so, kot rečeno, osnovne enote dedovanja in so nameščeni oziroma jih najdemo na molekuli DNA. Kaj pa je sploh DNA? Kaj je celica? Kje so ti geni, ne? Torej, geni
so na molekuli DNA. Nekako trenutno govorimo nekje od 20 do 30 tisoč genov, predvsem tistih, ki so protein kodirajoči, ki kodirajo naše proteine ali torej beljakovine. Veliko je pa tudi takih, ki kodirajo, torej nosijo informacijo za določene RNA molekule. Ampak toliko podrobno ne bomo šli, torej ključna nosilka teh genov je molekula DNA. Če malo pogledate, mogoče v osnovi vidite, da gre za dva polimera, ki sta med sabo povezana z vodikovimi vezmi, zelo poenostavljeno rečeno, imamo fosfatno skupino, sladkor, deoksiribozo in dušikovo bazo. In en taka veriga in na drugi strani druga sta med sabo povezani z posebnimi, torej vodikovimi vezmi, kar daje tej molekuli dokaj dobro stabilnost. Ne bomo rekli, da je to vsemogočna, da ni napak, na njej se dogajajo napake. Lahko se zgodijo prelomi te molekule in takrat običajno torej govorimo o mutacijah. Torej, na splošno, zdaj tukaj mogoče se bolj slabše vidi, ampak če bi pogledali, koliko velika je ta molekula, kakšen premer ima, je to nekje 2 nanometra. In zdaj, če primerjate s človeškim lasom, človeški las je približno skoraj 40 tisočkrat debelejši. Če sam potipate en svoj las. Torej, če pa bi povečali to DNA molekulo do te debeline samega lasu, bi ta človeški las bil potem povečan nekje na debelino skoraj 3 metrov, kar pa je že eno tako lepo drevo. Sicer ne ta najevska lipa tukaj, ampak lahko si predstavljate kar obsežno, debelo deblo. Zdaj, to je samo tale debelina nekje same molekule DNA. Kaj pa dolžina? V eni sami človeški celici, v jedru te celice, je njena dolžina 2 metra. Če vemo, da je naših celic nekje okrog 37 bilijonov, bi to pomenilo, da bi z njeno dolžino, torej dolžino celotne DNA v našem telesu, v organizmu, lahko kar 1 700 000 krat obkrožili Zemljo. Torej, gre za izredno dolgo molekulo, sicer razdeljeno na več, vsaj v človeških celicah imamo v telesnih celicah po 46 takšnih molekul DNA, in to v vsaki. Vendar kljub vsemu se mora ta DNA nekje zgužvati v samo celico. In zdaj celice so lahko prokarionske, lahko so evkarionske. Torej prokarionsko, tiste, ki vam včasih delajo kakšne nadloge, recimo nadlogo, tole je uropatogena Escherichia coli, ki včasih povzroča torej infekte urinarnega trakta, in pri njej je DNA razdeljena tako oziroma prisotna prosto v celici. V evkarionskih celicah, recimo tole je en človeški makrofag, torej gre za celico, imunsko celico, ki v našem telesu skrbi predvsem za to, da lahko odstranjuje potencialne patogene. V njej je DNA torej prisotna znotraj jedra, torej tistega organela, ki je najbolj viden. In lahko tudi zaključimo, torej, da same celice, za njih velja, torej to velja, govorimo o celični teoriji, ki sta jo postavila Schleiden in Schwann, Schleiden na rastlinah, Schwann na živalskih celicah, je v bistvu vse živo narejeno iz ene ali več celic, vse izhajajo
iz že obstoječih, tole je recimo ena rakava celica v delitvi in celica je torej neka osnovna funkcionalna enota vseh živih organizmov. Torej ta dolga molekula DNA mora nekako biti spravljena v jedru, kjer pa seveda ni samo spravljena, ampak ves čas v bistvu tudi vpliva na to, kako bodo naše celice delovale, kako in kdaj se bodo izražali določeni geni. Tukajle je ena slika, ki kaže v bistvu način, kako se sama DNA spakira v jedro. Zdaj mogoče toliko, to pakiranje v jedro, pri tem ji pomagajo še eni proteini, ki jih tukajle mogoče vidite. Skupaj govorimo o nukleosomu. DNA je ta rdeča molekula, ki se navija okrog proteinov histonov. Zdaj ti histoni si lahko predstavljate, gre kot en tak sočkast, kot en sod, okrog katerega se navija, približno 2-krat se navije molekula DNA. In obenem, zakaj vam govorim o teh proteinih, kaj dosti bolj podrobno ne bomo šli, ampak če pogledate njihovo 3D strukturo, terciarno strukturo, lahko opazite, gre sicer za oktamer, 8 takih proteinov je med sabo povezanih in vsak ima en tak repek. Tem repkom rečemo kar histonski repki. Torej tudi ti deli proteinov so zgrajeni iz zaporedja aminokislin in so zelo priročni, da se na njih lahko kaj obesi gor, kot neka oznaka. Tako da imejte to v mislih, ko bomo govorili o teh epigenetskih oznakah. No in še malo, če pogledate, tole rdeče kot molekula DNA, se navija okrog histonov in s tem lažje spakira v samo jedro. Ponekod je temu rečemo kromatin, torej povezava, torej DNA in histoni skupaj tvorijo kromatin. Kadar je ta kromatin močno spiraliziran, govorimo o kromosomih. O teh ste verjetno že slišali. In kromosomi so najbolj spiraliziran del tega kromatina in so pomembni, da se dedna informacija med celično delitvijo prenese na 2 novi hčerinski celici, iz materinske na 2 novi hčerinski celici in sicer zelo natančno. Torej v vsako novo celico se mora prenesti po 46 molekul DNA. Prej se ta DNA podvoji. Tako kot ste videli tudi na sliki, kako se je recimo primer deleče se celice. Torej, kar bi želela še, da ste pozorni, je to, da v našem jedru imamo torej bolj ali manj spiraliziran kromatin. In takšna struktura kromatina, ki je nekje, ko v nekem prostoru zaseda manj prostora, je manj nagužvan, v takšni konfiguraciji se lahko iz te molekule DNA prepisujejo geni. Izražajo geni, ki bodo določali naše lastnosti. Ko je ta konfiguracija zelo spakirana v ta kromosom, v tistem trenutku se geni ne izražajo. No in to so še različni primeri, torej bolj ali manj spiraliziranega kromatina ali ta kromatin v obliki kromosomov, ko se celica deli. Zdaj mogoče samo toliko, ta trenutek se v vašem telesu deli zelo, zelo veliko celic, ki obnavljajo recimo tiste, ki so ali odmrle ali bile poškodovane na kakšen drug način in posledično šle v celično smrt. Zdaj, če pogledamo tole,
nekaj slik je s presevnim elektronskim mikroskopom, to pa zato, ker na našem inštitutu smo tudi center za elektronsko mikroskopijo in imamo elektronske mikroskope nekako zelo radi, in poskušamo pogledati strukture še bolj podrobno, torej v notranjost celic, in tukaj lahko opazite. Tole je jedro, obdano je z jedrno ovojnico, to jedro komunicira z ostalim delom celice, vendar je lahko v določenem delu bolj spiraliziran kot heterokromatin, v določenem delu pa manj. Jedrce se tukaj zdi kot ena taka gmota, elektronsko gosta gmota, ampak to jedrce je tisto ključno, v katerem poteka transkripcija določenih genov, ki omogočajo nastanek ribosomov. Ribosomi so brezmembranski organeli, rečemo, in so ključni za sintezo proteinov. Ti deli ribosomskih podenot gredo skozi jedrne pore v citosol in tam začnejo s pomočjo navodil, ki so jih dobili iz DNA prek messenger RNA, sintetizirati proteine. Pa da se vrnemo zdaj nazaj, to je bila ena kratek vpogled v DNA, gene in samo genetiko. In podpodročja genetike so različna, od klasične genetike, mogoče Mendla najbolj poznate in njegove različno obarvane cvetove grahov, recimo, ki se je osredotočal predvsem na zakonitosti dedovanja, do molekularne genetike in mogoče torej epigenetike, o kateri bomo zdaj govorili. In epigenetika torej proučuje spremembe v izražanju genov, ki niso posledica sprememb v tem zaporedju nukleotidov. Kaj je nukleotid? Nukleotid je eden od gradnikov te molekule DNA, torej fosfatna skupina, sladkor in dušikova baza. In recimo, če pogledamo, pri epigenetskih modifikacijah bo ta vrstni red nukleotidov v molekuli DNA ostal enak. Ne bo prišlo do spremembe v zaporedju nukleotidov, kar lahko prihaja v primeru določenih torej mutacij, ki se dogajajo na ravni DNA oziroma genov. Torej, epigenetske spremembe se bodo dogajale ne glede na to zaporedje nukleotidov v molekuli DNA. In v katere procese je vključena, zakaj sploh začenjamo ali pa govorimo o epigenetiki. Mogoče tukaj je malo več teksta, ampak bomo šli postopoma skozi. Epigenetski procesi si lahko predstavljate so del normalnega delovanja vaših celic in tudi vplivajo na to, da se celice različno specializirajo, torej da imate različno specializirane celice. Če pomislite, v možganih so nevroni, živčne celice. Na koži imate zelo specializirane kožne celice ali keratinocite, ki skrbijo tudi, da tvorijo uspešno pregrado med okoljem in notranjostjo telesa. Torej, na eni strani bodo te procesi vplivali na to, da imamo različne tipe celic, in obenem tudi, da bodo sprožali regeneracijo ob neki poškodbi. Ker ob neki regeneraciji, ob neki poškodbi se morajo v bistvu začeti izražati specifični geni. V določenih primerih bomo tudi pogledali primere, pa te epigenetski procesi lahko vodijo tudi do težav in napak v delovanju celic, kar lahko vodi v nastanek bolezni. Nastanek bolezni, kar
pa so najbolj raziskovali oziroma prve rezultate, ki so dobili, so bili rezultati na enojajčnih dvojčkih. Pa si bomo pogledali tudi to primer. Tukaj le mogoče je samo preprosta shema, ne, če pogledamo en predel ali pa če si predstavljate zdaj vašo roko, v tej roki najdete od živčnih celic, kostnih celic, mišičnih celic, krvnih celic in kožnih celic. Torej, imamo različne celice, ki tvorijo ta različna tkiva. In kako to, a imajo vse te celice isti dedni material? Vse imajo enako zaporedje nukleotidov, razen seveda, če ne pride do kakšne mutacije. Ampak DNA je enaka. Pa kljub vsemu se v nekaterih celicah sprožajo oziroma izražajo geni, ki bodo določili, da bo šla ta celica v živčno celico, da bo šla recimo ta v mišično celico in tukaj recimo v kožno celico. In če malo pogledate tukaj gor, vidite na molekuli DNA in tudi na splošno lahko boste videli na histonih, se začenjajo pojavljati neke oznake. Govorimo kar o epigenetskih kodah. Okay? In te določajo, kateri geni se bodo izražali. No, tukaj le mogoče samo dva primera, recimo tole je en nazalni epitelij, zdaj če si bi predstavljali, gre to za in vitro model, vzgojen in vitro v celičnih kulturah, gre pa za košček oziroma tkivo iz nazalnega dela, torej iz nosu. V nosu imamo kar veliko migetalčnih celic, ki omogočajo svojim utripanjem odplavljati recimo določene prašne delce ali patogene, da ne pridejo v nižje dihalne poti. In v te procese diferenciacije celic je vključena epigenetika. In sicer kako? Torej ti epigenetski mehanizmi usmerjajo kaskado izražanja genov, kar vodi do nastanek specializiranih celičnih fenotipov. Da imate recimo tukaj celice, ki bodo migetalčne, ki imajo migetalke in zraven še celico, ki je tako imenovana čašasta ali sekrecijska celica, ki malo pomaga vlažiti vašo nazalno sluznico in sicer v določenih okužbah recimo je ta sama tekočina lahko bolj smrkljasta in nerodna, ne? Vendar so ključne za normalno delovanje nazalnega epitelija. Takole migetalke utripajo. In na drugi strani sečni mehur, to je še en tak model, s katerim se pri nas največ ukvarjamo in tudi opažamo, kako se izražanje genov spreminja. Že če pogledamo celice, ki so v stiku z vezivnim tkivom, pa v primerjavi s celicami, ki so v stiku z urinom. Zdaj, če si predstavljate sečni mehur, v sečnem mehurju se nabira urin, ta je potencialno toksičen, tudi kancerogen lahko, zato je pomembno, da ga izločimo in celice, ki so v stiku s tem urinom, morajo biti zelo specializirane, da ta urin ne pride v globje ležeča tkiva. In če pogledamo celice, ki ležijo torej na površini tega epitela, vidimo, da so to zelo velike celice in med sabo povezane s tesnimi stiki. Zelo tesno so med sabo sklopljene in te tesni stiki so tisti, ki zagotavljajo krvno-urinsko pregrado. Ta je najmočnejša pregrada v našem telesu.
močnejša kot krvno-možganska pregrada, kar vam lahko pove, kako pomembno je, da urin potem tudi izločimo in da ne pride do nižjih tkiv in krvi. In da lahko opravlja tako specifično funkcijo sečni mehur, so se morali izraziti določeni geni, ki zagotavljajo v bistvu nastanek takšnih tesnih stikov med celicami. Zdaj, kaj so mehanizmi, kako sploh dobimo te kode ali pa značke na sami molekuli DNA in tudi na histonih? Imamo 3 osnovne mehanizme in prva 2, torej metilacije na DNA, torej gre za kovalentne modifikacije na sami molekuli DNA, pripenja se predvsem na citozin, torej na eno molekulo, taka metilna skupina, temu rečemo DNA metilacija, to je prvi mehanizem. Drugi mehanizem, kot boste videli, je, da se lahko sami histoni spreminjajo, spet tako, da se na same aminokisline teh histonov vežejo lahko metilne skupine, acetilne skupine in tako spreminjajo sam kontakt ali pa sam interes histona do molekule DNA. Vam bom pokazala, kako to pomeni, kako izgleda. In še tretji mehanizem je odvisen od RNA molekul, ki pa si lahko predstavljate, gre za specifične RNA molekule in so samo polovička DNA, torej samo ena taka veriga je. Kako to poteka? Torej, ta del bom šla zelo na kratko, pa lahko potem še se pogovorimo, da ne bomo izgubljali preveč časa za mogoče sam način, kako poteka ta kovalentna modifikacija na molekuli DNA. Torej, na citozinu se veže na mestu 5 metilna skupina. In kot boste videli, ta metilna skupina na sami molekuli DNA je tista, ki preprečuje, večinoma so te metilne skupine vezane na tistih mestih na DNA, kamor se mora vezati v bistvu en tako imenovan transkripcijski faktor. Gre za v bistvu kot en dejavnik, faktor, ki bo rekel, ok, jaz sedim zdaj gor na molekuli DNA, privabim še druge encime, recimo RNA polimerazo, to je tisti encim, ki potem iz molekule DNA prepiše tako imenovano informacijsko ali messenger RNA molekulo. Torej, če nimamo tega koraka, torej, da se na specifično mesto, na nek, rečemo, regulatorno mesto na DNA, na promotorsko regijo veže transkripcijski faktor, če se ne bo vezal, ne bo transkripcije, ne bo izražanja gena. In v primeru običajno, torej večinoma, te metilacije na DNA preprečijo vezavo transkripcijskih faktorjev in izražanje genov. Kar je pa pomembno, da kar si bomo potem še pogledali, ko se DNA podvoji, torej v naših telesnih celicah, pa se te metilacijski vzorci ohranjajo. Torej, metilacijski vzorec se iz materinske celice lahko prenese na hčerinsko. Zakaj je to pomembno? Zdaj vas jaz nisem čisto dobro slišala. Kako? Ja, ne gre za, v tem primeru gre za celično dedovanje na nek način. Torej, na tak način se v nekem, recimo v jetrih, jetrna celica, ko se deli, sta novi nastali celici tudi jetrni. Okay? Zato je na nek način to ohranjanje tega epigenetskega vzorca pomembno, da se ohranja
nek specifičen tip tkiva. Kovalentne modifikacije histonov so podobno na nek način, samo da gre za vezave torej na same histone, torej večinoma na aminokislino lizin ali pa serin, treonin, se vežejo ali fosfatna skupina, metilna, acetilna ali ubikvitin. Ne bomo šli v podrobnosti, kar bi želela samo reči, da zdaj spet se moramo vprašati, ok, tele značke dobimo gor, kdo pa to naredi? Posebni encimi. Torej encim, ki bo torej dodal recimo metilno skupino na tale lizin, temu rečemo histon metiltransferaza. Prej smo imeli pa recimo DNA metiltransferaza. Torej imamo tudi encime, torej proteine, katerih geni so na DNA, ki so nastali torej kot proteini in njihova naloga je, da v bistvu prepoznajo navodila iz okolja in signale iz celic, kdaj se morajo aktivirati in kako bodo spreminjali DNA oziroma histone. No in mogoče samo toliko, da si predstavljate, recimo tole je lizin, če se veže acetilna skupina ali pa metilna skupina. Metilna skupina ohranja pozitiven naboj in molekula DNA je v slovenščini, lepše rečeno, deoksiribonukleinska kislina. Torej ima negativen naboj. In če imamo metilno skupino na teh lizinih, ki je pozitivno, ta predel je pozitiven naboj na tem dušiku, pomeni, da se bo DNA bolj trdno vezala okrog histonov. Tole so deli histonov. In če je DNA bolj trdno vezana na histone, težje se odpre, težjo se bo nanjo vezal transkripcijski faktor in encimi, ki bi omogočali začetek transkripcije genov. Torej, zdaj smo na nek način v bistvu prispevali k temu, da bo neka struktura kromatina bolj kompaktna, če je vezana metilna skupina, če pa je vezana acetilna, nimamo tukaj tega pozitivnega naboja in je struktura kromatina rahlejša, torej bolj odprta. Govorimo na eni strani o odprti konfiguraciji, pri kateri se lahko izražajo geni, in na drugi strani zaprti konfiguraciji, torej bolj skupaj so histoni, DNA je tesno navita na njih in geni se ne bodo mogli izražati. Tako da zdaj pomen teh kod, mogoče samo toliko, še zdaleč nam ni jasno, da bi poznali, tako kot poznamo genetski kod, kaj določeno zaporedje nukleotidov določa, katero aminokislino. To je dobro poznano. Kaj pa določa ta histonski kod na histonih, pa pravzaprav ne vemo še veliko, lahko pa mogoče samo toliko, nekateri na histonu 3, rekla sem, da imamo v bistvu en tisoček, okrog katerega se molekula DNA dvakrat navije, izgrajen iz 8 histonov. No in eden med njimi je recimo tudi histon 3. Če je na njem vezana metilna skupina ali celo 3 metilne skupine na 9. lizinu, pomeni, da gre za utišanje kromatina. In to se zdi kar enostavno, če imamo neko acetilno skupino, bo pa izražanje gena, ampak potem se stvari zakomplicirajo. Saj recimo na enem kratkem odseku tega histonskega repka vidite, da je lahko zelo veliko kovalentnih modifikacij, ki v končni fazi moramo videti, kaj bo pomenilo. Torej,
skupek, razpored različnih kombinacij bo prispeval k temu, ali se bo nek gen izrazil ali se ne bo. Tako da to je en tak mogoče kratek pregled, torej, da do sedaj v bistvu poznamo majhno število teh oznak, ki pa so lahko na posameznem histonu zelo kompleksne. Pri vsem tem pa mogoče še v mislih, da se vse to zgodi, morajo sodelovati različni proteini, encimi, eni, ki prepoznajo te kode, ko se gor usedajo, drugi, ki jih pišejo. In še tretji mehanizem, mogoče je ta tisti, ki je vsaj mogoče poznan tistim, ki poznate muce kaliko, drugače pa mogoče kot en tak primer, kako lahko tudi RNA molekula utiša izražanje genov. Zdaj, pri določanju spola sta zelo pomembna torej dva kromosoma, in sicer spolna kromosoma X, pri ženskah sta to dva kromosoma X, pri moških X in Y. Vendar pri ženskah se opazi, da se že zelo zgodaj v razvoju na molekulo, torej na enega od kromosomov X vežejo molekule RNA, nekodirajoče RNA molekule, in vplivajo na to, da se iz tega kromosoma ne bodo prepisovali, izražali geni. No, recimo na začetku imamo torej kromosom X, ki ga recimo ženske podedujemo od mame, in kromosom X od očeta. V določeni fazi se približata in potem se eden od teh X kromosomov utiša. In to se zgodi, ta naključna inaktivacija kromosoma se zgodi med embrionalnim razvojem pri ženskah že zelo zgodaj, nekje na stopnji 100 celic. Tako da, če bi pogledali, pri ženskah smo kot neki mozaiki. V enih celicah je aktiven kromosom X od mame, ki smo ga podedovali od mame, v drugih pa lahko od očeta. No, in ta vzorec te X inaktivacije, tole recimo v fotoreceptorskih celicah v naši mrežnici, ki pokaže, da v enih je en X, recimo zeleno obarvan od očeta, v drugih rdeč obarvan od mame. Torej, zakaj se en inaktivira? Evolucijsko se je izkazalo, da je informacija pomembna, torej iz dveh kromosomov, zelo pomembna v zgodnjem embrionalnem razvoju, potem pa zadošča, da je aktivnost tega kromosoma, drugega kromosoma X, samo nekje 20%. Ne utiša se popolnoma, vendar v 80% pa ja. In takole recimo zdaj, če bi nas pobarvali, bi lahko izgledali podobno. Tele muce, torej belo barvo dlaka določajo geni, ki niso na X kromosomu, črno in rjavo pa. Tako da lahko vidite, kje se izraža recimo gen iz očetovega kromosoma X, in tam, kjer je rjava barva iz materinega kromosoma X. In da se to zgodi, je v bistvu vzrok epigenetski. In sicer že na samem kromosomu X imamo določeno področje, lahko rečemo gen, ki kodira to nekodirajočo molekulo RNA, temu rečemo X-RNA, in ko se tale RNA začne izražati, se začne polagati gor na
določene dele molekule DNA in na histone. Torej, lahko bi rekli kar na kromatin, tega govorimo o kromosomu X, ker je lažje razumljivo, ampak v tej fazi bi mogli reči kromatin X. Ampak kaj se zgodi, ko se ta nekodirajoča RNA veže na različne proteine in tudi histone na sami molekuli, torej DNA, tega kromosoma X, ga tako oblepi, lahko bi rekli, da ga kar nekako zapakira, da se iz njega ne bo moglo več, ne bodo mogli izražati geni. In to se v 80% tega kromosoma zgodi. In tako da dejansko celice pri ženskah delujejo s polnim enim kromosomom X in drugim le 20%. Ampak je to dovolj za preživetje. Torej, če povzamemo, torej imamo različne tipe celic in kot rečeno, k temu prispeva to, kako se bodo geni izražali. Kateri geni se izražajo. Mogoče samo ena pomembna stvar, številni geni, ki se izražajo v zgodnjem embrionalnem obdobju, ki so zelo pomembni, da se bodo formirala različna tkiva in potem tudi organi, so kasneje, ko se celice diferencirajo, utišani. Torej, in tole utišanje, mogoče samo toliko, da si predstavljate, o tem, kar smo zdaj govorili, lahko imamo odprt kromatin, kar je zelo značilno za zgodnje obdobje razvoja, ko imamo zelo specializirane celice, pa je večji del kromatina, kar 80%, lahko utišanega in se izraža samo 20% ključnih genov za neko specifično celico, mišično, živčno, jetrno. Okay. In zdaj recimo kot primer, kdaj, kaj se lahko opazi, ko so pregledovali žile, koronarne žile pri bolnikih, torej z koronarno arterijsko boleznijo. Tukaj le vidite, da je ena zapora same žile, tak aterosklerotičen plak. In če analizirajo torej celice, endotelijske celice, tiste, ki so del te žilne stene, zdravega dela žile, so opazili, da je v njih pretežno odprta konfiguracija kromatina, izražajo se predvsem tisti geni, ki so zaščitni na nek način, ki preprečujejo nastanek aterosklerotičnih plakov, recimo izraža se gen za en encim, ki sintetizira dušikov oksid, ki relaksira tudi gladko mišične celice in s tem odpira sam lumen žile, medtem ko te endotelijske celice v predelu te zapore pa imajo tudi neke vrste, torej lahko vidite, zaprto konfiguracijo kromatina in se ne izražajo tisti geni, ki bi bili zelo pomembni, da se ohranja normalno delovanje žil. Ali pa v primeru neke poškodbe, včasih veste, da če greste na Triglav verjetno ali pa na nižje gore, lahko dobite majhne poškodbe celičnih membran. Govorimo kar o muskelfibru, velikokrat gre za takšne majhne rapture, takšne poškodbe v plazmalemi ali celični membrani se lahko tudi na drugih celicah, tukaj primer ene živčne celice. In kar je opaženo, je, da po določeni signali povejo, v notranjosti jedra se morajo odpreti določeni deli kromatina in izražati geni, torej pripenjajo se acetilne skupine
izražijo se določeni geni, ki omogočajo regeneracijo te poškodbe. Samo toliko, da si boste lažje predstavljali, torej lahko neka signal, neka poškodba odpre in izrazi določen gen, ki je bil prej utišan. Zdaj, to, kar smo pa že prej rekli, tukaj samo ponavljamo, se te epigenetske spremembe se lahko prenašajo v naslednjo generacijo celic. Torej, kar ste že prej tudi sami povedali. Kako pa je z generacijami? Tukaj je pa drugače, če si predstavljate, da je na DNA neka mutacija, lahko to mutacijo pridobimo kasneje, torej v življenju, in če je ta mutacija prisotna recimo tudi v naših gametah, torej spolnih celicah, se ta mutacija lahko prenese tudi na potomce. Tukaj imamo recimo en gen X, prišlo je do mutacije, ta gen ni funkcionalen, vendar tak gen X, ki ne deluje, se prenese lahko v naslednjo generacijo. Pri epigenetskem dedovanju je pa posebnost, so samo nekaj manjši odstotek genov je, ki se prenese, drugače pa lahko kar govorimo, da so pri epigenetskih spremembah se te, ki jih nabiramo tekom življenja, ker kot bomo zdaj videli, okolje le vpliva na nas, te epigenetske modifikacije se v spolnih celicah zbrišejo. Torej, spolne celice, jajčna celica ali spermi je nepopisan list. In šele tako v bistvu na tak način je tudi pomembno, da se neka sprememba ali modifikacija, ki smo jo dobili zaradi okolja, življenjskega stila, ne prenese na potomce. Kako pa potem okolje vpliva? Pa majčkeno sem vas zdaj zavedla. Rekla sem, da se ne prenese na potomce. Res se ne, ampak kljub vsemu boste videli nekaj sprememb, ki pa lahko vplivajo na potomca med nosečnostjo. Torej, mama pa lahko določene epigenetske modifikacije, ki se zgodijo zaradi okolja, prenese na svojega potomca med nosečnostjo. Zdaj, tukajle je tekst. Jaz vam bi samo na kratko povedala, slike pa tudi nisem želela kazati, ker niso lepe. Gre za obdobje druge svetovne vojne na veliko lakoto na Nizozemskem. Na nek način so ugotovili, da so mame, ki so bile takrat noseče, zaradi stradanja v tistem obdobju, vplivale tudi na pojav določenih bolezni ali pa izražanje določenih genov pri svojih potomcih. In kar so ugotovili kasneje, da so ti potomci teh mam bili z večjo verjetnostjo, je bila pri njih prisotna sladkorna bolezen tipa 2, tudi višja prehranjenost. In dejansko je bil to kot neke vrste človeški laboratorij, ki pa so ga potem posneli dejansko v laboratorijih in prevedli na živalski model. In tukaj, če pogledate te dve miški, kaj menite, a sta genetsko enaki? Ena ima svetlo dlako, druga temno.
Kot da nista, ampak sta. Sta torej genetsko identični, razlika pa je med njima, torej razlika, ki se je zgodila v tem fenotipu, je na račun materine prehrane. In sicer je mama te leve miške ni dobivala prehranskih dopolnil, mama desne miške pa tako imenovane metilacijske prekurzorje, kot je folna kislina, to tudi v bistvu se priporoča uživati pri nas, pri nosečnicah oziroma nekje 3 mesece pred zanositvijo. Torej, mama te desne miške pa je dobivala torej te tako imenovane metilacijske prekurzorje, vitamin B12, holin in torej folno kislino. No, in razlika med tema miškama, ki se kaže v fenotipu, je bila na račun razlike v metilaciji DNA. Določenega področja te DNA, ki je vplivalo na to, če je področje ni bilo metilirano, se je aktiviral en gen, ki je odgovoren za tole rumeno svetlo dlako, obenem pa ta regulira tudi telesno težo. Tako da to je bil v bistvu potem eksperiment, ki pa je pokazal mehanizem, torej tudi razlike vplivajo, torej kako lahko materina prehrana vpliva na izražanje genov. Torej en fenotip pa fenotip. Še 2 primera sta, ampak se lahko v njih mogoče kasneje pomenimo, ker mogoče vas že tudi malo zebe, pa ne bomo govorili zdaj o tem, da bi se s hrano malo potolažili. Gre pa predvsem za primere, kako lahko pa tudi pretirana ješčost oziroma pri materah, ki imajo večji telesni indeks, torej tudi večjo dieto z več maščobe, tudi to lahko vpliva na nek epigenetski vzorec in na razvoj prefrontalnega korteksa. Okay. Mogoče to, kar sem omenila, torej enojajčni dvojčki so zelo priročen primer ali pa model raziskovanja epigenetskega vpliva na izražanje genov oziroma vpliva okolja. No, in to sta dvojčici, ki sta v bistvu ena, torej desna je zbolela za rakom dojke, leva pa ne. Ko se je pogledalo njun genom in metilacijski vzorec, torej epigenom, se je videlo, da ima ta dvojčica, ki je zbolela za rakom, utišane določene gene, ki skrbijo za to, da popravljajo molekulo DNA. BRCA2 je gen, izhaja iz imena breast cancer, torej rak dojke, in je gen, ki določa encim, ki sodeluje pri popravljanju DNA. Če se ta gen ne izraža, nimamo tega popravljalnega encima in se napake na DNA povečujejo in posledično to lahko vodi v nastanek rakavih celic. Mogoče tako en tak primer, torej, da je lahko okolje verjetno vplivalo tudi na različno izražanje teh genov. Zdaj, če počasi zaključimo, vam ne bom posebej študij kazala, ampak tovrstna zahodna dieta, ki jo vidite na sredini tega diasa, ni ravno spodbudna za pridobivanje epigenetskega vzorca, ki bi tole tako imenovano epigenetsko uro nekje vrnil nazaj in našo
naši kronološki starosti rekel, ne, niste stari 50 ali pa še več let, ampak samo 23. Torej, precej bolj se spodbuja mediteranska oziroma dieta bogata z rastlinsko prehrano, torej rastlinskimi hranili. Mogoče toliko, DNA se zdi kot neka statična koda, ki jo dobro poznamo. Epigenetska koda je pa tista, ki se ves čas na nek način spreminja, tudi DNA se spreminja. Epigenetska koda je bolj v smislu tem, da jo na krajši čas okolje nanjo lahko bolj vpliva. Je pa obenem na nek način tudi, da ne bomo končali preveč turobno, torej tudi predstavlja tarčo, ki bi jo lahko, torej če se utišajo tisti geni, ki so pravzaprav tisti, ki nas varujejo pred tumorjem, tako kot je bilo pri tej dvojčici, kjer je bil utišan tak tumor supresorski gen, tisti, ki je ključen za ohranjanje normalnega delovanja celic. Če bi lahko tak gen spet odprli, da bi se izražal, bi to lahko predstavljalo pomembno, torej epigenetsko tarčo za zdravljenje določenih bolezni. Potem, kot nekako smo rekli, samo okolje ali pa naš življenjski slog lahko vpliva na celice. Tukajle so jetrne celice, torej jetrna celica posameznika z normalno telesno težo in jetrna celica posameznika z povečano telesno težo, vmes so vidne maščobne lipidne kaplje in večje število mitohondrijev v zdravi jetrni celici. Tudi vidimo, da recimo ob nekem treningu ali fitnessu se število lahko mitohondrijev v mišičnih celicah močno poveča. Kako se lahko poveča? Začeti se morajo izraziti določeni geni. Torej, naš življenjski slog lahko tudi vpliva na to, kateri geni se bodo izražali. Če celica potrebuje veliko energije, rabi tudi veliko več mitohondrijev, ki proizvajajo energijo, torej ATP, kar pa v končni fazi ne vpliva zdaj samo na posamično celico, ampak na cel organizem, na fiziologijo organizma. Postopoma, če je večja poraba energije, bomo tudi hitrejš mogoče zaznala, zdaj smo pa že malo lačni. Tako da vse skupaj lahko to pomembno vpliva na to, kako v bistvu naš organizem deluje. Epigenetske spremembe si lahko tudi predstavljate, so lahko različne torej, ko smo še kot otroci ali pri starejših. Vse vplivajo torej na to, kateri geni se izražajo. Zdaj, koliko smo stari, pa kdaj se začnemo starati, se o tem debatirajo znanstveniki, ki se s tem ukvarjajo in so različne hipoteze. Lahko že ob rojstvu, ko se rodimo, se začnemo starati, ali nekateri, ko se pojavljajo neke bolezni. Torej, če tukaj le zaključim, kako pa lahko zaustavljamo to epigenetsko uro ali nekako zmanjšamo tudi procese staranja, ki so tudi epigenetsko vodeni, je kar več študij v zadnjem času pokazalo, da recimo neka redna telesna vadba, ne samo
izboljša naš fitness in našo telesno pripravljenost, ampak lahko tudi na delovanje dela možganov, hipokampusa, ki je ključen za kognitivno razmišljanje. Tukaj je en primer, ko so ugotavljali pri telesno aktivnih posameznikih in tudi na živalskih modelih, da se je prišlo do odpiranja strukture kromatina, tistega gena, ki kodira en tako imenovani nevrotrofični rastni faktor, ki spodbuja rast živčnih celic. No, in ker je danes ravno materinski dan, pa kljub vsemu še zaključek s Stevom Horvatom. Steve Horvat je tisti, ki je nekje oče najbolj natančne epigenetske ure. Razvil je algoritem, ki nekako pove biološko starost z zelo visoko natančnostjo, 80 do 90% v različnih celicah, različnih tkivih celo. In nekje na tej predstavitvi, na tem predavanju je na koncu vseeno rekel, pa mama je imela res prav. V smislu, da je treba paziti na prehrano, da se je treba gibati in tudi dovolj spati, če vas je kdaj preganjala v posteljo prej, kot bi si vi želeli. Ampak mogoče eksperiment je naredil pa kar na sebi, ker je v bistvu brat oziroma sta enojajčna dvojčka z bratom Markusom. Leta 2020, ko je bil posneto predavanje na tem TEDxu, je analiziral njuno starost in pri starosti 51 let je ugotovil, da sta stara 48,9 let oba. Potem pa se je odločil, da bo pazil na svoj življenjski slog, vpliv okolja, torej okolje so tudi različni toksini iz okolja, s katerimi smo v stiku. In novejša študija pa že kaže, da se je uspelo nekoliko mu pomladiti v primerjavi s svojim enojajčnim dvojčkom bratom. Toliko mogoče hvala in za spodbudo, da nikoli ni prepozno. Še enkrat hvala za povabilo in vašo pozornost in sem odprta za vprašanja. Najlepša hvala tudi v našem imenu. Sam sem o epigenetiki poslušal že pri parih predmetih in se mi še vseeno zdi, da sem se kar nekaj novega naučil. Da še enkrat hvala. Zdaj je čas za vaša vprašanja. Bi šli po principu, da bi midva zamenjala mikrofone in da dvignete roko in pridem do vas z mikrofonom, da ga zastavite. Najlepša hvala. Ali obstajajo možnosti za te spremembe na te epigenetske markerje ali z demetilacijo ali pač metilacijo, da se na nek način vpišejo gene ali pač izražajo na ta način, da se to primeni kot terapija? Ja, kot sem majčkeno omenila, se išče tako imenovana epigenetska zdravila, ki delujejo na različne načine. Na eni strani delujejo kot naj bi delovale, lahko kot radirke, da bi poradirale te epigenetske kode na molekuli DNA ali na histonih. V drugih primerih se išče molekule, gre za majhne molekule, ki bi lahko spodbujali delovanje encimov, ki pišejo te epigenetske kode
in bi na nek način lahko utišali gene, recimo, ki so tako imenovani onkogeni, ki spodbujajo celične delitve, tako da so torej na tem področju poteka razvoj, ki poskuša najti zdravila, ki bi delovala na te epigenetske kovalentne modifikacije DNA ali pa histonov. Dober večer, hvala za vaše predavanje. Glede na to, da sem laik, je bilo zelo zanimivo. Imam pa naslednje vprašanje. Sem z doktorovanjem do stroke, ste omenili zdravila na teh novih epigenetskih spoznanjih, ampak vedno znova sem pa, da je na nekakšni zdravi kmečki pameti vračam na izvolitve. Če mislite, da zdravila za vedno bolj polne ljudi, zakaj se ne ozremo nazaj k naravi, da začnemo teh podporati okolje. Imamo toliko nekih kemikalij, ki se obremenjujemo, in smo vedno bolj bolna civilizacija. Zakaj ne gre zdaj s nami v to smer? Kako se razbremeniti vseh teh škodljivih substanc? Poglejte, pridelava hrane. Se skoraj nimamo več naravnih pridelane hrane. To nas zelo obremenjuje. Na drugi strani pa to sredstvo pa tega znanstvenega raziskovanja, kako zdraviti bolezni. A ne bi bilo bolj prav, da gremo nazaj na izvor, nazaj k naravi. Hvala lepa. Ja, jaz lahko samo rečem, da se strinjam z vami, da vsekakor moramo kot človeštvo pomisliti na to in se zavedati, da raba pesticidov, insekticidov, vse to na nek način v končni fazi mogoče nam v prvi vrsti ne škodi, ker dobimo ali pa želimo imeti večji pridelek, se pa povrne nekje, ne? Tako da vsekakor sobivanje z naravo je kljub vsemu tisto prvo, kar bi na nek način bilo dobro, da se zavedamo in da je tudi samo ena, ne? Hvala lepa za vprašanje. Bi samo poudaril, če lahko zastavite vprašanje v krajši obliki. Hvala. Hvala. Prej ste omenili za naključno vpližanje X-kromosoma, pa me zanima, kako vpliva potem na izražanje recesivnih alelov, ki se dobujajo na X-kromosomu. Ja, lahko vpliva na to, ker torej, če so določeni geni, ki so spremenjeni, recimo mutirani na kromosomu X, ki je utišan, je to za osebo tistega nosilca mutacije dobro. Je pa res, da je pomembno tudi, da je ta gen utišan na tistem kromosomu X, ki je v tistem tkivu, za katerega recimo bi bil ta gen zelo pomemben, da deluje. Recimo v mrežnici, če se ne, torej izraža ta gen, ki je mutiran, je potem, in izraža se samo recimo iz drugega kromosoma X, kjer pa je gen nespremenjen, to ne vodi v recimo barvno slepoto, ne. Kar je recimo primer pri moških pogosteje, ne, ker so nosilci enega kromosoma X in če je ta gen, vemo, na kromosomu X, in če je mutacija na tem X kromosomu, je torej prisotna lahko barvna slepota pri moških in je tudi večja verjetnost kot pri ženskah. Hvala, bi se nadovedal, da je prejšnji vprašanje, ste delno govorili, ampak tam na ključni inaktivaciji kromosomov. Zanima sem, koliko je dejansko ključni na tem in koliko je pa proces determinacije. Govorimo na splošno in tudi če v učbenikih se govori o naključni inaktivaciji, se pa raziskuje mehanizem. Ena skupina v Heidelbergu se s tem zelo veliko ukvarja.
Zdaj nekaj časa nisem sicer jih spremljala, ampak verjetno torej, kaj in zakaj se v enih celicah en X, zakaj v drugih drug, ali je res to naključno, ali je še kaj v ozadju, trenutno ne vemo, no. Torej, težko, še vedno govorimo o naključni inaktivaciji, dokler ne vemo vzroka verjetno in mehanizma. Je pa evolucijsko mogoče toliko, se je izkazalo, da tudi pri osebah, ki imajo recimo 3 kromosome X, so fenotipsko ženske, pa sta 2 X kromosoma utišana. Če so 4 kromosomi X, so 3 utišani. Če pa je samo en kromosom X, govorimo o Turnerjevem sindromu, pa ta tudi ni dovolj. Torej, lahko vodi v določeno klinično sliko, kot je torej nenormalen razvoj reproduktivnih organov, tudi nekoliko manjša, tudi vpliv na kognitivne sposobnosti, tako da v bistvu v zgodnjem obdobju sta nujna 2 X kromosoma in tudi če potem, kot rečeno, še vedno gre za nekje 20% delujočega X kromosoma, drugega. Mene pa zanima, če oziroma kako pa psihološki dejavniki, torej, da mogoče naša lastna manifestacija ali pa torej okoliščine, ki so okoli nas, ki vplivajo na našo psiho, kako pa to ali pa če sploh vpliva na epigenetiko. Ja. Jaz se s tem sicer ne ukvarjam, se pa kolegi so deloma na medicinski fakulteti ukvarjali s proučevanjem, ali pride do kakšnih razlik v epigenomu pri osebah, ki izvajajo jogo in meditirajo. In so ugotovili določene razlike v izražanju predvsem določenih mikroRNA, zelo majhnih molekul RNA. Tako da je še v bistvu veliko prostora verjetno za raziskave, ampak nekaj pa je bilo narejeno, no, nimam pa bolj podrobnega vpogleda v to. Hvala. Me pa samo zanima, kako pa moj telo ve, ne vem, zdaj šel si na iPad, dajmo vprašati, da tumor supresivni gen, pač si nekako razumem, ampak kje je to zapisati, pa mogoče novo. Ja. Zelo dobro pa težko vprašanje, ne. V bistvu težko odgovoriti čisto na vaše vprašanje, zato ker vemo, kaj se zgodi, da se recimo ob neki poškodbi, recimo, če se urežete, padete, imate neko odprto rano, tista rana se mora zaceliti in celice se morajo, torej dobijo signal, ene ležijo na neki podlagi, ampak nad sabo, recimo, če si predstavljate epidermis, kožo, povrhnjico, so celice izgubile neke stike s celicami, ki so nad njo, ostala je samo ona spodnja. In to je že nek signal, da se v teh celicah začnejo izražati določeni receptorji, ki prepoznajo nek signal, nek rastni faktor, ki ga izločajo pa druge celice. In ko se ta dva kot ključ in ključavnica povežeta, se v notranjosti celice zgodi ena taka pot, signalna pot, kot da bi začeli prižigati stikala za luči.
in aktivirajo se določeni geni, ki bodo vplivali na to, da bo šla celica v celično delitev. Zdaj, kako je to regulirano, recimo pri rastlinah, pri živalih vemo, da obstajajo te signalne poti. Pri prokarionskih enoceličnih, torej prokariontih, vidimo tudi, da se celice odzivajo na neke signale iz okolja. Sicer bolj hrana, ne, recimo, ki pove, če je prisotna hrana, hranila, lahko celica raste in to v njej v določeni fazi sproži aktivacijo tistih genov, ki rečejo, zdaj sem pa že toliko zrasla, da se bom lahko delila. Tako, na neki način je pa tudi to, kar ste videli, ne, da določeni vplivi ali pa komponente iz okolja, ki so kot neki metilacijski prekurzorji. Folna kislina je recimo v zelenjavi, v listnati solati recimo, jo je zelo veliko, na nek način bo lahko vplivala na določene, torej imamo dovolj teh metilacijskih prekurzorjev, da bi se lahko naredile epigenetske kode, recimo to je zdaj zelo poenostavljeno, ko ste vprašali ravno na tistih onkogenih ali pa torej tistih genih, ki so ključni, ki v rakavih celicah spodbujajo delitve, da bi se tisti geni, torej njihova DNA metilirala in se ne bi izražali. Zdaj pa kako točno, zakaj se zgodi v tistem trenutku, težko vemo, je pa odziv razmeroma hiter lahko ob neki poškodbi, ne? Ali pa med razvojem. Mene pa zanima, da epigenetske spremembe prenašajo samo neposredno na potomce ali tudi na več generacij? Ja, glede tega prenosa na naslednje generacije je zelo malo objav, sem bila na to tudi pozorna in gre za enkrat torej nepotrjeno, nejasno, torej ali zaenkrat govorimo, da se ne prenaša v več generacij. Zdaj, kako bi se lahko prenašalo v več generacij? Običajno lahko morda edino preko, torej jajčna celica je zelo velika celica, ne, ima veliko citoplazme, v njej več RNA molekul, ki lahko vplivajo potem tudi, torej nekodirajočih RNA, ki bi lahko vplivali na določeno izražanje genov, ampak torej epigenetsko se prenesejo informacije samo iz materinske na hčerinsko celico, to je nedvoumno. Med embrionalnim razvojem pa dejansko materina prehrana lahko vpliva epigenetsko na potomca. Da bi pa ta potomec to naprej prenesel še naprej na svojo naslednjo generacijo. Ne bom rekla, da ni objav, so raziskave, ampak tega ne potrjujejo, tako da bi zdaj to rekli, da v vsakem primeru drži. Mene pa zanima, najkompleksnejša če gre omenjati, ampak imate kakšno povezavo s epigenetiko, kaj so A mislite nekodirajoča DNA? Ali RNA? DNA. V bistvu, ja, na molekula DNA, ne, že ko smo na začetku rekli, v eni sami celici, če bi jo skupaj, če jih bi več teh molekul skupaj dali ali pa naložili druga
naprej v vrsti, bi bila dolga 2 metra. Ampak kodirajočega dela je precej manj kot nekodirajočega, to, kar ste rekli. In govorimo o intronskih regijah. Te intronske regije so praviloma kot neka spužva ali pa nek pufer, ki lahko, če na tistih mestih pride do neke mutacije, to ne vpliva na naše gene in na nastanek proteinov, recimo, ne. Torej so na nek način evolucijsko te intronske regije tudi en tak mehanizem, ne bom rekla, da so se razvili zato, ker da lažje lovijo mutacije, pa to ne vpliva na organizem, ampak po drugi strani tudi predstavljajo neko varovalko, ne, pred mutacijami v kodirajočih regijah. Je pa kar nekaj že znanega, da določeni odseki teh intronske DNA lahko kodirajo različne RNA molekule, nekodirajoče RNA. Tukaj je mišljeno tiste molekule RNA, iz katerih se kasneje ne bo razvil ali nastal protein. Tako da imajo lahko določeni odseki intronov tudi kodirajočo vlogo, ampak ne kodirajo messenger RNA in proteina, ampak neko drugo nekodirajočo RNA molekulo, ki pa spet lahko vpliva na izražanje proteinov. Če se veže, recimo mikroRNA se veže na messenger RNA in prepreči, da bi iz nje nastal protein. Ne vem, sem vam odgovorila? Prej ste omenili, da je ta Horvat reversal starost, oziroma pa da se je ponovil. Da bi bilo teoretično mogoče, da bi, ker prije recimo do retinopatije zaradi senestence celic, ali pa kjerkoli bolezni, ali pa demence, ali pa česar podobnega, če bi bilo z epigenetskimi zdravili, basically, mislim, kako bi to rekel, toliko vrnil nazaj starost, tako se pomladil, da bi v bistvu pozdravo lahko zdelal. Se slišimo? Ja, ne. Če bi vprašali Steve Horvata, bi vam rekel ja, ne, sigurno, da se da. Je pa to mogoče, kar se tiče teh novih epigenetskih zdravil oziroma iskanja epigenetskih zdravil, eden od problemov, ki je tarčenje, ne, torej tarčno delovanje, da bodo ta zdravila res tarčno delovala na retino, na mrežnico. Ali včasih je to možno, če lahko lokalno v bistvu dostaviš to zdravilo, če pa bi šlo za sistemsko aplikacijo, je pa kar problema, ne, če bi bil to nek epigenator, torej, ki bi brisal epigenetske kode, kaj bi se z nami dogajalo? Bi šli čist nazaj iz senescence v otroško obdobje, to je pa že mogoče znanstvena fantastika malo, ne, ampak ja, je želja nekako zdraviti tudi neke bolezni, ki so lahko, če niso, torej mogoče samo toliko, ne, če gre za neko genetsko ozadje, je zdravljenje težje, torej bi šlo za gensko terapijo, ne, torej iskanje ali pa to je veliko težji pristop, ne. Epigenetsko dejansko se modificira to strukturo kromatina. Je pa še vedno pomembno, da bo to delovalo tarčno in da bo na pravem mestu. Tako da, ja, verjetno v prihodnosti želja ali pa torej ideje, kako upočasniti staranje in s tem starostjo povezane bolezni, je pa
mogoče tudi tako, kot je že gospa rekla, veliko lahko naredimo že sami, da ostanemo zdravi čim dlje časa, ne? Torej, tudi z življenjskim slogom mogoče. Mogoče, kako ste načeloma razlikovali na nov in po epigenetika teh senescentnih celicah, ki niso zaživele programirati celice smrti, za razliko nekih normalnih celicah, kakšne so vse razlike? Zdaj v senescentnih celicah je tako, da v bistvu so to lahko naše diferencirane celice, ki se več ne delijo. In včasih so rekli, da so te starane, torej starajoče se celice kot neka tempirana bombica, ne? Če se v njih bi zgodila še neka mutacija, se bodo pa začele deliti. Obenem vemo, da so lahko problematične, zato ker imajo tako imenovan sekretorni fenotip. Kaj to pomeni? Izražajo določene gene, ki proizvajajo proinflamatorne citokine, ali torej lahko poenostavim, določene proteine, ki spodbujajo vnetja, ne? Zato tudi, ko smo starejši, je več nekih kroničnih vnetnih obolenj, tudi nekoliko slabši imunski sistem. Torej ta neka kronična vnetja so lahko posledica starih celic, senescentnih. In ja, tudi v tem smislu, obenem, poleg tega, da se izražajo določeni geni, ki spodbujajo nastanek torej interleukina 6, interleukina 1, obenem spodbujajo te senescentne celice tudi izražanje gena, ki preprečuje celično smrt, ne? Torej, ostajajo v nekem tkivu, vendar niso take, kot bi morale biti, da bi tkivo normalno delovalo, ali pa nek organ. Tako da se išče torej tudi določene senomorfike ali senolitike, torej dva tipa zdravil. Senolitiki so tisti, ki naj bi nekako vplivali, da bi spodbudili celično smrt teh senescentnih celic, senomorfiki pa da bi dejansko spremenili fenotip teh senescentnih celic, da ne bi bile proinflamatorne. In nekateri od teh senoterapevtikov torej je tudi takih, ki bi želeli delovati na epigenetske modifikacije. Torej, tudi o tem je nekaj objav, ne pa zelo veliko. Najlepša hvala. Polegal sem na uro in je že čas, da počasi zaključimo. Bi zdaj povabil na oder še našega rektorja Damjana Rističa, da pove par besed. V vmesnem času pa bi si želel, da res date en bučen aplavz naši predavateljici. Najlepša hvala. Hvala. Vaš rokovnik za spomin. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Tako je v redu. Torej, dober večer, vsi skupaj, sem pater Damjan. Lahko se kaj usedete? Slovenskega kolegija in sem zelo pozitivno presenečen, da tako veliko udeležbo na večerni akademiji. Sigurno je to največja udeležba. Lani smo naredili novo dvorano povečano, ker so se interes za večerne akademije se stalno povečeval, tako da smo naredili dvorano za 100 ljudi. K sreči imamo veliko cerkev, ki nam je omogočila, da smo se tako imeli
to zanimivo temo in da se lahko zbralo toliko ljudi. Kot je Andraž že povedal, smo jezuitski kolegi, jezuiti nekje v cerkvi smo vedno želeli povezovati vero in znanost in namen tega kolegija je, da organiziramo takšna javna predavanja, ki povezujejo, odpirajo dialog in nam dajo misliti. In tukaj imamo tudi izobraževanja za študente, ki lahko izbirajo vsak semestralna predavanja na, bi rekel, akademski ravni. Lahko se pozanimate, katera predavanja bodo naslednje leto, izberete si lahko enega samega, ni se treba vpisati v kolegij kot na univerzo ali kaj podobnega, pač pa izberete predavanje. Trenutno teče retorika, teče uvod v svetopismo Nove zaveze in pa nutricistika, tako da teme so različne. Tudi vabim fante, študente, da se vpišejo v rezidenco jezuitskega kolegija. Ni važno, od kod ste, lahko ste tudi iz Ljubljane. Važno je samo, da želite biti tukaj in sodelovati in se biti udeleženi v tem formativno duhovnem procesu v jezuitskem kolegiju. Ker nekaj kolegicev vidim, tudi bivših med nami, tako da sem vesel. Tako, res hvala lepa za vas obisk, vam še enkrat za vaše predavanje in vam, Andraž, še tebi predajam mikrofon. Bi povedal samo še v znanju Naslednjo večerno akademijo, na kateri predava pater Damjan Ristič. Tema oziroma glavno vprašanje Naslednje večerne akademije pa bo, zakaj so cerkve prazne? Oziroma, kako se je podoba cerkve spreminjala v zadnjem stoletju? Se mi zdi, da je tema zelo zanimiva, malo drugo področje, ampak definitivno po svoje zanimivo področje. Tako da ste vabljeni 15. aprila, v torek ob 10. uri, po vsej možnosti v toplejši Arupijevi dvorani. Tako, vsem bi se še enkrat zahvalil za obisk, na hodniku pa vas čakajo manjši prigrizki. Hvala lepa.